Danes z mano sedi človek, ki je bil specialec, vmes tudi malo plesalec, je coach in je iskalec notranje moči. Gregor Poljanec Kirš. Njegovo življenje je preplet discipline, globine in osebnih preobraz, pa še marsičesa, in zato se zelo, zelo veselim današnjega pogovora in upam, da greva tudi malo globje. Gregor, živjo. Živjo, kako se mi lepo predstavlja. A je bil lep uvod? Ja, lep. Sem se majčkeno potrudila, zato ker sem želela res zajeti, dajva reči, cel del, ki ga jaz poznam, tistega, ki ga tudi javnost po večini pozna, ampak verjamem pa, da je še velik del tebe tudi takšen, ki ga pa ne poznamo najbolj. Ja, velik del je takšen in določen del bo tudi takšen ostal, določen del pa mogoče tudi ne bo takšen ostal. In mogoče tako skrivnosten. Tako skrivnosten, ja. Ampak, Gregor, vseeno se mi pa zdi, da včasih mediji, javnost iz določene osebe naredijo skrivnostneža. Se pravi, a ne, včasih dobimo kar malo tako en tak občutek, da je pa nekdo malo skrivnosten ali pa da noče vsega povedati, ampak v resnici sploh ni tako. V resnici mogoče samo ne znamo dobro razbrati med vrsticam, poslušati ali pa celo vprašati. Zdaj, glede na to, da si ti tudi coach, verjetno na to temo veliko lahko poveš, ne? Kako je zdaj s temi vprašanji in tako naprej. Prva stvar, mediji vedno napišejo nekaj takega, da širšo populacijo trigira in dosti ljudi samo naslov prebere, pa čist nekaj drugega, drugače. Vprašanja so zelo pomembna. Pri coachingu, coaching pa mentoriranje je drugače. S coachingom probaš doseči, da sam človek pride do nekih odgovorov, to je veliko težje. Mentoriranje pa da mu podajaš, ampak vedno je oboje prisotno. Prepleta, ne? Ja, preplet, ja. Gregor, bil si pripadnik specialnih sil, torej specialne enote Slovenske vojske. 12 od skupno 14 let? Je to pravi podatek? Ja, 12 let sem bil v specialnih silah, pa 2 let sem bil pa še prej v normalni profesionalni vojski. Misije, Bosna, Afganistan? Bosna je bila takrat z vojaško policijo. Afganistan, specialne sile, še enkrat Afganistan, sem samo medicino delal, nisem šel kot specialne sile dol. Afrika, specialne sile, pa zadnja misija, ki je bila daljša, sem pa z ameriškim specialnim silem delal. Zdaj, ne bom se pretvarjala, da o tem veliko vem, bom kar iskrena, o tem res ne vem veliko, razen to, da sem se odločila med študijem vrstoslovja in obramboslovja in se na koncu odločila za vrstoslovje, pa mi je to obramboslovje takrat bilo mogoče ravno zaradi tega, ker sem vedela, da se lahko zgodi, da tudi kot ženska pripadnica grem kdaj kam na kakšno misijo, sem rekla, mogoče pa potem raje ne. Kaj je tebe gnalo in zakaj sploh vojska? To sem že odkar pomnim, mi je bilo zelo privlačen. Pištole, orožje, specialne sile. Vem, da mi takrat še mama, takrat mi je naredila oziroma dala delati obleko, takrat je bila še jugoslovanska JNA in to maskirno je takrat Blagozin Doplati Jaršek je bil še, je naročila in to mi poje na šivilja sešila in to je to. Oče je bil skozi proti temu, samo so me pa skozi podpirali, ne glede na karkoli. Ampak to je bilo že od takrat in jaz sem bil takrat dost po Jelovici gor, s prijateljem, z Žigam, sva bila skozi že od mladih nog, pa tudi pa je srednja šola, to neka preživetja pa te stvari. In takrat sem jaz mislil, da sem dost mladosti zapravil s temu, sem rekel, dostikrat sem si rekel, ka bi bil bolj, da bi bil, ne vem, po nekih diskotekah z ženskam pa s tem zadevam, ampak v bistvu sem pa videl, da je ta stik z naravo, pa mogoče malo odmaknjenost od ostalih stvari, mi dal eno večjo notranjo povezanost, pa tudi mečkam bolj sem čutil sebe
v telo. Pa sploh kaj hočemo, ker ni bilo teh distrakcij. In to me je konec koncev speljal po ena pravo pot, ko Bog vedi, kaj bi bilo, če bi šel kam drugam. Mislim, tudi tguna pot bi bila prava, samo mogoče malo drugačna. No. In potem si se kaj, po koncu srednje šole odločil? Ne, po koncu srednje šole sem šel na strojno fakulteto. Okay. Po sem strojno fakulteto pustil, mi totalno ni bilo to, ene par izpitev sem naredil, po sem šel v vojsko. No, takrat z vstopom v vojsko sem pa se je začel ful učiti, ker včasih nisem bil dober učenec. Tukaj pa skozi top 3, skozi več pa 90% vsi testi, vse skozi. Te je toliko noter dejansko pa to potegnil, te je toliko zanimali in si se verjetno zaradi tega tudi lažje učil, ne? Prva je to zadeva, druga zadeva je pa strah. Strah. Bom poj tudi povedal, no, poj sem pa med samo pač to vojaško kariero, sem pa naredil še potlej, sem šel še na tale fakt za logistiko, da sem še to naredil, ker sem mislil, da bom rabil za višji čin, ker samo do določenega čina lahko prideš do določeno izobrazbo. Ampak, jaz sem že takrat vedel, da bom šel ven, ampak sem še vseeno rekel, lej, daj zaključ, daj naredi tole diplomo. In sem 3 tedne preden sem šel ta zadnjič v Afganistan, sem se zmenil za zagovor za diplomo, da sem to naredil. Ampak tega ne rabim. Kar se pa tiče strahu, je pa tako. Če ti je do ene določene stvari tok, potlej se veliko bolj potrudiš, pa veliko bolj te skrbi, a boš naredil, a ne boš naredil kakšen izpit. In predvsem v Ameriki, ker v Ameriko na drugo izobraževanje to za specialne sile za medicino, sem šel takrat prvi v Sloveniji, ker sem edini te pogoje izpolnjeval. Del tega treninga je še zmeram, ne smem govoriti o temu, ampak v glavnem, to mislim, da so že takrat že Moris je imel noter prošnjo za to, ampak je bil za tujce zaprt ta izobraževanje. In jaz sem točno vedel, kako je to težko in sem se tako izogibal tega. Pa so mi še, mislim, da za pol leta premaknili, ampak nisem mogel ubežati temu. In takrat sem šel najprej potlej v Fort Benning, sem šel narediti eno padalstvo, ker sem mogel pač te pogoje še izpolniti. In takrat na tem padalstvu je bilo od 5 zjutraj do 5-6 popoldne skozi drill. Sam jaz sem bil takrat toliko fizično pripravljen, da je bilo to meni brez veze. In jaz sem šel takrat v knjižnico, si sposodil knjige za anatomijo in se po cele dneve samo tisto učil, da sem bil majčken v prednosti, da sem lahko normalno zaštartal. In to samo strah dela. Strah pred temu, da te pošljejo domov. Tam je bilo pozitivno, za pozitivno je bilo, mislim, da je bilo 85% smo mogli pisati za pozitivno. Če si enkrat padel test, si naslednji dan ponavljal, če si še enkrat padel, so se odločili, a boš šel še enkrat od začetka ali pa te pošljejo domov. To je to, fertik. Končano. To je konc. To je tudi ta Luka Zoren, če šel poj za mano, on je ta res napisal to knjigo in je tudi noter malo opisal te stvari. Kakšni občutki so in kako strogo v bistvu vse skupaj je. In tam sem se toliko učil, da so mi hrano v hotel nosili, ker enostavno nisem mogel predelati toliko snovi. Kaj dela strah? Zdaj razumem, kaj se hoče s tem povedati. In to je po eni strani dober, po drugi strani pa slabo, ker to ti pa tudi določene travme da. In potlej si navajen skozi, mogoče se ti hitro te mehanizmi strahu sprožijo, mogoče tudi v nekih delih, ki to ni potrebno. Ravno to sem te želela vprašati. Koliko tega strahu je pa prisotnega potem, ko je sicer za tabo izobraževanje in veš, da si to zdaj zmogel in si sam sebi dokazal, da si se lahko naučil in da si fizično dovolj pripravljen, ampak zdaj pa gremo. To je pa zdaj tako, Z vsakim takimi izobraževanji, z vsakimi treningi si ti nekako dviguješ eno lestvico, kaj je sploh težko in kaj je sploh strah in te stvari. In jaz imam za veliko stvari čisto drugačne tolerance kot ostali in sem se pač na to navadil. Mislim, ne vem, če je mogoče enega strah, a ga bo, ne vem, kdo vropal. Ja? Zame to ni
tak problem, zaradi tega, ker sem takrat vem, ker smo mogli hoditi in po minskih poljah, da smo prišli do določenih zadev in takrat me je bilo strah, na minus stopu, a mi bo nogo odneslo, a bo to, nimaš kaj tam narediti. In ostale zadeve, ki so bile neke bojne situacije. To. In so tolerance drugačne. Zato mogoče je to dvorezen meč, ker jaz tudi, ko grem po tujini, Mehika, pa ne vem, Argentina, pa to jaz prosto hodim posod tam okrog. Mogoče mi zaradi tega noben ni naredil, ker imam tako energijo, ampak ja, drugačna je ta toleranca. Kaj ti pa pusti noter, pa kakšne strahovi poj vam prihajajo, to se pa skozi raziskujemo. Ko enkrat človek konča s to kariero ali pa tako kot si se ti pač odločil, kako si vedel, prej si rekel, da grem zadnjič v Afganistan, zakaj si vedel? Čutil sem že 2 let prej. Česa je bilo pa dost? Nisem več čutil tega več. Sem rekel, ok, ta obdobje se je izpel, nisem več videl naprej, kam bi šel. Jaz bi izredno lagodno lahko živel takole v vojski, ker sem si zelo dober status ustvaril in kamorkoli sem prišel, so me zelo spoštovali. Samo tu ni bilo več skladno z mojo da rečemo, notranjostjo. In sem rekel, ok, ni dovolj denarja, ni dovolj časa, dovolj je vsega, jaz želim izkusiti drug življenjski stil, nikoli nisem jamral, sem rekel, ok, kaj lahko naredim. Postavim energijo v drugo smer, pa za zadnjo misijo mi je pa ta poveljnik, ki je bil bojne skupine, mi je pa rekel, če bi šel lahko zraven, zaradi tega, ki je zelo kritična. In jaz sem najboljši za medicino bil takrat in najbolj izkušen in vse te stvari. Sem rekel, ok, še to dan skozi in potem grem. In potem sem na sami misiji dal odpoved. Pa takrat sem še nazaj prišel, mi je še minister za obrambo takrat osebno rekel, kaj če bi zamrznili za leta. Sem rekel, ne, sem odločen, hvala, ampak za priložnost to, ampak je bilo dosti. Poslušam svoj telo, ko enkrat čutiš kjerkoli v življenju, da ti je res telo, tvoje notranjost, prav, da je nekaj zadeva končana zate, da si dobil te izkušnje, ki si hrabil, se mi zdi, da je prav, da to poslušaš in da greš v neke nove stvari, tudi če te je strah, ampak ko enkrat postaviš energijo, se ti začnejo vrata odpirati. Katera stvar v tem času, torej v teh 12 letih, je tista, ki bi jo izpostavil, da pa si začutil ti strah, kar rečemo, veš, da nam kar pot priteče, oziroma da si se spraševal, a bom jaz tole preživel? To je bilo dostikrat. Najbolj, mislim, strah je, jaz sem tudi kot specialne sile, to ne delaš ti vsak dan. To imaš ti naloge, posebne naloge, jaz sem tam delal te rizične aretacije, Taliban oziroma teh, kakorkoli že, in te stvari. In ko je enkrat te skliče, recimo poveljniki oziroma to, ok, pridite obveščevalno poročilo, zdaj pa gremo na akcijo, in to so preprave par dni prej, to je tako po filmu, to se vse v sateliti spremlja, to vsaka akcija je milijon takole, da sploh zaštarta, ker to so helikopterji, avioni in te stvari. In takrat je najhujše. Se pojk si enkrat v procesu, verjetno niti nimaš toliko časa takrat razmišljati. Nimaš časa razmišljati, pa tudi se že tako navadaš, da je že kakor v enigrc, včasih. In vem, da enkrat, kakor da me en vrval je bilo ene parkrat, tudi tako. Enkrat vem, da me je stotnik ustavil, ko sem nekam prečkat hotel neko cesto, sem rekel, nehajo streljati, grem jaz čez, pa z druge strani pokrijem, In jaz glih takole, sem rekel, da je štarto, ker drugače mogel čisto okrog nazaj. Mi pa že celo noč, pa cel dan z vso opremo, sem rekel, da to se mi nadajem, hitro tukaj lečeš, nehajo streljati, sem jaz že na drugi strani. In ta stotnik je bil takole pred mano, to je bil ameriški stotnik, ki je bil poveljnik bojne skupine, ki smo bili mešano.
In jaz glih tako, da bom šel 1, 2, se samo obrne takole pa reče, ni vreden. Sem rekel, pismo. Sva bila pa dosti povezana, ker sva dosti tudi trenirala, skrb ta crossfit pa te stvari. Tako da ta intuicija pa ta strah konc koncev je tudi zelo plus. Dobrodošel, ne? Ja, absolutno. To nas, mislim, če nas je nekaj strah, pa če mi čutimo tukaj, da nekaj ni okej, ne jed. Lahko bi se verjetno drugače končalo. Ja, lahko pse, lahko pa nekaj. Lahko pa tudi ne, ja. Kaj so pa kakšne od stvari, ki si jih recimo na teh misijah, kar se tiče, ne vem, zdravstva, to, kar si pač medicine, kar si pokrival, kaj je bilo največ? Poškodb verjetno? Streljne te stvari in imel sem zelo dobrega doktorja zraven takrat, ki nam je pustil čisto vse delati, pa včasih, ko je bil na misiji, mislim, če je šel na dopust, smo vse sami tam delali. In to sem delal vse, od narkotikov do stabilizacije pacientov, vse te zadeve. Ja, zdaj vprosti, tako malo zraven še razmišljam in si predstavljam verjetno res tako kot eno igrico in to se mi zdi, da so res stvari, ki jih ljudje, ki tega nikoli nismo videli, doživeli, ne bomo nikoli čisto razumeli, kar je tudi prav, tako se mi zdi. Hkrati je pa to en del, ki se mi zdi, da ste pa res ljudje, ki opravljate to delo posebni, drugačni in zdi se mi, da morate kdaj tudi majčkeno spustiti mogoče svoje sicer moralne vrednote? Kako si se s tem bojeval? Prva stvar je, jaz mislim, da je vsak, ki bi mu na mojem mestu bi lahko enako zadevo opravljal, če bi imel tako motivacijo to delati. Ker ti tudi, ko delaš neke operacije, lažje pa imaš, dajmo reči, roke v človeku noter, ti, ki imaš enkrat toliko znanja, ne gledaš več to kot, to je pa kri, to je pa to, ampak gledaš, tukaj lahko popravim to, gledaš kot mehanik. In vsak normalen človek, ki ima res motivacijo, oziroma motivacijo, disciplino in željo, je sposoben narediti vse. Problem je, če si talentiran pa len, to pa propadeš. To pa, ti si lahko najboljši športnik, najbolj fizično pripravljen, ti selekcije naredil ne boš, če nimaš v glav porihtan. Tako da mislim, da je vsak človek, če se nekaj zada, pa če ima tisto željo, je sposoben vse skupaj to narediti. Vprašanje, zdaj sem malo zašudeval. Ne, nisi sej. V bistvu, to me je samo še zanimalo, ker vseeno ne. Moralne vrednote. Ja, gre konec koncu za pač. Ko sem ven z vojske prišel, najprej sem se zelo težko navadil na ta sistem. Tukaj, in to je bil zelo težek obdobje zame. Takrat sem največ dela na sebi popravil in takrat je bilo zelo razburkano, dajmo temu reči. S čim si se takrat najbolj bojeval? Zdaj vem, da večkrat se omenja tudi tako mal en izraz, močna kultura tišine. V smislu, takrat verjetno v tistih 12 letih si bil zelo navajen tudi to, da marsikakšno stvar samo pogoltneš, požreš, ne poveš, se ne pritožuješ, ker pač se ne smeš. Absolutno. In 12 let takšnega življenja, pa prideti kar naenkrat domov s tem zavedanjem, si predstavljam, da si od začetka verjetno tudi zelo težko komuniciral, povedal svoje občutke, kaj ti je prav, kaj ti ni. To že prej ne. To je že od začetka. Nekaj moški tudi težko to izrazimo. Največji težava je bila, jaz sem zelo strukturiranega okolja prišel v neko svobodo. Svoboda brez discipline je kaos, katastrofa. To je zavozaš zelo hiter. Ker če ti nekdo skozi ne pravi, da nimaš ti nekega strukturiranega dela, hiter zaplavaš. In to mi je bil problem. Problem mi je bil, recimo, ko sem tudi po e-shop odprl in te stvari, proteini shop, takrat v Radovlju, v Lescah, delo z ljudmi, s civilisti. Če sem jaz nekaj rekel, tole pa tole je takole za narediti, ali pa kaj tazga, ni bilo narejeno, smisel se norca dela z mene. Ker tam je bilo tako, to.
To je vse. Command and control. In zdaj, ko sem šel tudi na določena izobraževanja, kar se tiče vodenja, kasneje, jaz vidim tudi slovenska podjetja. To jaz ne vem, kako skrb drži določene stvari. Da se ni kontrole, a ne? Ti rečeš enemu, naredi to pa to, ti moraš prekontrolirati poje. A je to narejeno? Ker ti si odgovoren, ne on. Ker ti si nadrejeni. In to imam jaz mečkam drugače, to meni ni šlo skupaj to. Druga stvar so vse stvari potlačene in te stvari so začele ven hoditi, pa še totalno spremembo moje, dajmo temu, življenjske poti sem imel in mojega poslanstva. Moje poslanstvo je bila vojska, pa se je pa počasi zdaj v 10 letih razvilo drugo poslanstvo. Ampak to ne gre čez noč. Kaj pa vmesen čas? Kaj pa ne vem, kako se spominjaš prvega leta, ko si prišel ven? Na začetku je bilo še dobro vse skupaj, pa počasi stvari za tabo prihajajo, pa se rečeš, vse imam, ampak nisem srečen. Ni to, ni bilo komunikacije, tišel sem na določene stvari. Šele počasi sem začel komunicirati. Mislim, da je bilo glih takrat, ki je bilo konc Špelo, takrat sem jaz začel v čustvih in v teh komunicirati. In takrat se mi nekako odprlo, ampak to je bilo meditaciji leta in leta, sem od pol ure do ure, pa pol vsak dan meditacije, do teh šamanov, do gunih, to sem jaz že vse probal, spati nisem mogel. Ravno to sem te želela vprašati, kaj si imel tudi po noč? Sanje, treningi, usposabljanja in te stvari. Se mogoče nekateri nimajo to, jaz sem pa tako dovzeten, moja podzavest je tako dovzetna za določene stvari, da rabam poj sprocesirati. To se mi nabira in rabam sprocesirati. Ampak to se je kazalo, kot da nisi mogel sploh spati? Nisem mogel, pa more, pa vse živo. Pa predvsem ne toliko te vojne situacije in medicina, kot pa bolj treningi, pa te zadeve, oziroma treningi, te urjenja in te stvari. Pa tudi še kakšne druge take bolane sanje, da adijo. Mogoče tudi to urjenje ravno zaradi tega, ker si ga takrat v bistvu toliko s tem nekim strahom, spoštovanjem delu. Tu se po tak stres se daš noter, da ker sem imel tako željo. Večja želja je, samo en cilj imaš v življenju takrat in je tak riziko, da ti tega ne dokončaš, da se daš pod tak stres. Koliko je pa kakšne te psihološke podpore vmes že, recimo? Nič. Ki pa. Tudi pojne, se te meni ne vpraša. A pa je to še vedno malo to prepričanje v smislu, lej, si svojak, se moški jaz sem, kdo bo pomagal, mislim, kdo bo pomagal. Veliko psihoterapevtov, ki se pogovarjam z njimi, oni rabijo pomoč. In ne, dejansko, odvisen na kjermu nivoju ti rešuješ svoje težave. A ti hočeš samo umsko rešiti, da se vsi z enim pogovarjal, kaj je naučen, a je en res toliko energetsko podprt, pa vse noter, da ti res lahko pomaga. Ker jaz vedno rečem, vodi s primerom. Jaz ne morem coachati ljudi, če jaz tega ne delam. In to me tudi drži v tem not. Meni ne bilo treba toliko trenirati, ne bi mi bilo treba več toliko meditirati, ne bi mi bilo treba dnevnikov pisati, ampak, pa ne bi mi bilo treba skozi nekih ciljev, pa nekaj tega. Ampak, če jaz tega ne delam, ni energije odzadaj, ko nekomu predavam. In ljudje slej, ko prej niso neumni, slej, ko prej ugotovijo to, mogoče ne umsko, ampak nekaj se jim noter, to pa mogoče ni več nekaj tacga. To. Prej si omenil, da šele potem po razhodu Špelo se ti je to odprlo, da si začel o tem malo več govoriti in tako. A bi lahko, ne bova rekla krivil, ampak se ti zdi, da je lahko na pretekle tudi odnose, pa ne samo partnerske, govorim odnose na splošno, tudi med prijatelji in tako naprej, zelo vplival potem kasneje ta del tebe, ki je bil toliko zaprt in straumatiziran konec koncev? To je bilo že prej, to je bilo že skozi, to ni bilo razlike. Razlika je bila samo to, da sem išel jaz iz mehaničnega dela sebe, tako strojna šola, ta šola, vojska, to. Tako, kot je zdaj veliko ljudi, bolj v čutenje,
in bolj v to mehkobo noter. In vse veze, ki sem jih imel, so bile točno take, kot so mogle biti. In z vsemi bivšimi puncami sem v zelo dobrih odnosih in so čudovite ženske. In a veste, kako je, ne? Mi mislimo, da je vse kar do konca življenja, da je, zdaj pa mora biti odnos do konca življenja, to do konca življenja, to do konca življenja. Mi lahko spoznamo človeka za 1 uro, za 1 dan, za 3 dni, za 1 mesec, kakorkoli. In če mi nimamo nekih pričakovanj, če probamo je samo z nekim tokom in si izmenjati in čutiti energijo, takrat nekaj dobimo ven in takrat dobimo modrost. Če imamo preveč pričakovanj od njega, pa da preveč čustveno vežemo na določene stvari, se vežemo na določene stvari, to lahko rata travma in obtoževanje in te stvari. Primer, kjerkoli od poslušalcev lahko vprašam zdajle. V osnovni šoli, recimo, si tudi imela gotovo kakšno kolegico, ki se je združila z njo. Si imela, ja. In ti mogoče zdajle ste čist na drugih polih, niti na kavo mogoče ne morate jeti pa se pogovarjati. A ne? Zakaj bi zdajle ti ustrajala zdaj v tej vajni vezi noter? Prav je, da ustrajaš, da ne nehaš takoj. Ampak prav je pa tudi, da zaznaš trenutek, ko je čas, da greste vsak svojo pot. Ker če si skladen sam s sabo v življenju in poslušaš sebe, si zato tukaj, da izživiš sebe in s temu tudi najboljš v okolici narediš. A ne? Tako da in včasih greš lahko z enim človekom naprej, včasih pa pač ne moreš iti in okej je to. A bi lahko rekel, Gregor, da je to mogoče mal egoističen pristop? Najprej je treba poskrbeti zase. Če si ti okej, so vsi ostali okej. Če si ti okej, nimam otrok, ampak bom rekel tako, če si ti okej in postavljena in delaš, bodo tudi otroci zgledovali se po tebi. Ti lahko rečeš tako, kot je meni kdo mogoče rekel, ko sem bil majhen. Ja, to moraš tako delati, to moraš tako delati. Otrok je tako čist ali pa ljudje določeni, da oni čutijo energijo. Ti mu lahko rečeš karkoli, energija ne laže. In če ti poskrbiš zase, če si ti v najboljši svoji energiji, šele takrat lahko pomagaš ostalim in takrat si lahko zgled ostalim. To je tudi pri medicini, tako kot smo zdaj rekli, kar se tiče vojaških zadev. Če je tamle en ranjen, pa da sem jaz ranjen, pa da je on hujš ranjen, jaz ta prvo sebe poskrbil. Pa bom videl, a streljajo, a je varno. Šele takrat bom šel do njega. Če grem jaz zdaj do njega, bom jaz izkrvavil, on bo izkrvavil, skupina se bo z mano ukvarjala in bomo šli vsi dol ali pa gor. No, ampak to je verjetno en del, ki ti ga je vojska ali pa takšne situacije, ki zdaj opisuješ, dala in pustila. Zato, ker malo ljudi, brez te izkušnje tvoje, bi razmišljalo na tak način. Ne? Sploh tukaj zdaj se pa bo malo dala v vlogo staršev in tako naprej. Ne? Danes je zelo veliko tega, da najprej moram poskrbeti za otroke, pa za moža, pa bom pa še za sebe. Ali obratno, mož moram najprej poskrbeti in preživeti ženo in otroke, potem bom pa poskrbel še za sebe. Ne? Ta primer, zdaj, ki si ga opisal, mi pa zelo nazorno prikaže, da tudi v vsakdanjem življenju bi se lahko tako obnašali, pa to še ni nujno egoizem. Ampak večina ljudi, ki zdaj to posluša, si pa reče, to je ful egoistično. Če ti nekaj ne paše, pa ne. Če mož zase poskrbi, je dober mož, je postavljen finančno in lahko ti nudi določene stvari. Če se pa samo izčrpava za druge, ne more najti svojega bistva, sploh ne ve, kam gre, pa slej ko prej se začnejo stvari lomiti. A prav razumem, ko te poslušam, da nisi človek, ki bi rekel, ne vem, čez 10 let hočem pa imeti ob sebi ženo, psa, mogoče otroka, pa eno res lepo hišo z bazenom. Jaz dostikrat, ko sem meditiral, moramo vedeti, da smo, kaj sploh hočemo v življenju, ne, se je treba vprašati, kaj sploh ti kot človek hočeš v življenju, ne kaj ti družba Instagram hrane pa družba narekuje. Ja, veš, kot sem jaz meditiral,
4 leta nazaj, jaz meditiram, to vilo ne vem, tamle not v Italiji, Maseratija, pa to. Pa čez en cajt, jaz tega sploh ne čutim. Jaz tega sploh ne vidim noter, določenih stvari. In jaz, definitivno partnerko tako, ko se bom ob njej počutil tako, da jim začutil, da se ob njej počutim tako, kot se hočem počutiti. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa, nimam v glav nekih vil, pa nekih psov. Čeprav bi marsikdo mislil o tebi, da pa ja. Tudi, jaz imam zelo rad luksuz, lepe stvari pa to, ampak tudi na potovanjih. Jaz grem v kakšno luksuzno stvar, ampak meni pa toliko všeč tudi bolj na free. In zdaj, ko sem bil na Baliju, mi žal, da nisem šel parkače v hostel spat, zaradi tega, ker tam je življenje, tam spoznavaš, tam je interakcija med ljudmi. Če si ti v luksuznem rezortu, ne boš spoznal nič, tam je dolg čas. In imam rad lepe obleke, imam rad lepe stvari, dobro hrano, avto mi ne pomeni toliko velik, ampak vseeno dober. Resno, dejansko ne. Da bi pa zdaj nekaj sanjal o nekih vilah, pa o teh stvareh, to pa ne. Se pravi, se te lahko predstavljam tudi na potovanju nekje na enem otoku, kjer pač ni dovolj vode in se tuširaš s plastenko nekje. To jaz delam, to sem jaz skozi delal. Jaz sem šel, tam smo bili v puščavi, to sem se jaz skozi s plastenko. Higiena je bila zmeraj. To sem zmeraj. Včasih enkrat... Da tam glih ne popuščaš, no. Enkrat sem šel z eno prespat v hribe. Ja. In jaz sem rekel, bom jaz tu vse skupaj sabo vzel. Jaz vzamem 100 litrsko vojaško kruzuk, napokam vse, še za eno spalko, vse vodo zatuširati, za zjutraj, za jajca, ponve, vse, gorilnike, vse. Sem jaz hodil tam 5-6 ur, kje gor. Sem rekel, moj bog, to je pa tako pa vojsk. Sem že pozabil, jaz sem še zguno mislil, da so to mi jaz, z lahkoto. Sem preklel tiste zadnje, ampak gor se stuširati, tuk. To imam rad. Rad se potrudim, da potlej uživam. In definitivno se za vsak krožnik, ki si ga skuhaš in ga poješ, se potrudiš. To vem, da so velikrat imaš komentarje, da kako si lepo in a se ti res da zaenkrat tako. To je pol minute. Lej, a ti namečeš gor, a ti daš ck. Aha, tole bomo trgali, bomo dali sem, to bomo dali sem, aha, tole smo naredili, hop, muzika. Ker ti, če uživaš eno stvar, lej, kolikor truda ti daš v eno stvar, toliko tudi nazaj dobiš določene energije. In da si ti pripravaš eno lepo večerjo, da si ti normalno stuširan, ne, da si glih prišel iz domov s hribov, da si ti nekaj lepega pripravaš, da si dekoriraš, da ti vidiš, da je to lepo, da čutiš hrano, da vidiš osvetlavo, da imaš von lep, da je muzika, koliko enih dražljajev lepih se združ v eno izkušnjo. Ampak še vsem pa lahko sendvič jem pa to. Ampak to izkušnjo, prosti, ko te prekinjam, ti pričaraš tudi samo za sebe. Absolutno. In ti takrat uživaš. Absolutno, tudi preobleč se grem sam za sebe. Do čim, recimo, ki mi eni pravijo, jaz sem ful lačna. Recimo, če sem jaz lačen, če cel dan ne jem, jaz nisem tečen. Jaz si rečem, super, moj telo se čist. Ko si pa res lačen, to pa skoraj noben ne ve, mislim, malo ljudi ve, normalnemu civiliziranemu svetu, takrat pa ti ne gledaš hrane kot okus, ampak gledaš kot kalorije. Ker sem bil lačen, takrat smo imeli te dnevne obroke, zimske, neke angleške, to je rok uporabe od 5 do 10 let, en golaž sem imel in sem ga grel tukaj le noter na trebuhu, ki je bilo mraz. In ko sem bil tako lačen, jaz sem tisto odprl, sem dal not M&M's bombončke, krekerje, marmelado, peanut butter, vse zmešal, da je bilo čim več kalorij. In to je bilo preklet dobro. Ker telo v tisti situaciji ti gleda kalorije. Kalorije in ne okus. In takrat si lačen. Ne pa, lačen sem, ampak ne bom tega jedel. Nisi lačen. Ne moram zaspati, ker je hrup odzunaj. Nisi zaspan. In tukaj
te izkušnje pa lahko dobiš samo, če te en sforsira do tega. Kar pa ne bom rekel, da je dobro in slabo, ker z vsako tako stvari tudi pridejo določene travme ali pa karkoli drugega, ki jih mogoče ne vemo. Ampak to. Katere so pa tiste stvari, recimo, za katere bi zdaj na prvo žogo lahko rekel, da so se ti najbolj kazale, da si največ mogel delati na njih, pa pustva zdaj to nespanje, pa te zadeve, ki si jih že omenil. Ampak kaj je tisto, kar se ti je najbolj kazalo, da te je uveralo, da bi lahko normalno živel vsak dan, tako kot ostali? Čustveno izražanje, ampak to je, jaz sem se takrat normalno čustveno izražal, kot pa vsi ostali. Če pa ti res vse poveš, pa res, da probiš biti res brez mask pred določenim, tisti je pa res ena taka osvoboditev in pa res dobiš okrog sebe ljudi, ki te lahko podprejo. Gregor, to pomeni, da ti vsakomur, ki recimo imaš z njim nek odnos, neko povezavo, lahko je to samo znanc, poveš svoje mnenje. Ja, no, pa še nekaj. Najbolj sem pa, mislim, tako ponosen na to, da ne lažem. Da ne lažem in to vsega opozorim. Sem rekel, lej, poslušaj. Sem rekel, pazi, kva me vprašaš, ker jaz lažem ne. Ker ta laž tako tvojo integriteto ubija, da je adijo. In to je lahko plus ali pa minus, no, ampak sploh ne morem. Ampak počakaš vprašanje ali poveš svoje mnenje pred vprašanjem. Se pravi, če ti dam zdaj nek primer, recimo imaš enega prijatelja, ki sta bila nekaj zmenjena, pa ni tega izpolnil ali pa te malo zafrknil in tako naprej, bi tako stvar pogoltno? Ne. Aha, bi jo povedal. Jaz vse povem. Predvsem zamujanje. In predvsem določene zadeve. Kako pa to pri špelih englo tole zamujanje? A ni ona zelo znana po zamujanju? Pa se ni bila še mogoče kjera druga tudi. Včasih jaz sem zelo organiziran tudi. Pa tudi spontan pa te stvari. Če je nekam treba jeti, da je pomembno, pa jaz rečem, 45 minut prej, lej, preprav se, to je pa to. Včasih sva šla tudi vsak svojemu avto. Ne, to ni spoštovanje to. Ni problem, samo mogoče so tudi drugi od tega tvojega prihoda odvisen. To, da je to. Tako da ta zamujanje, to mi je... To je nekaj, kjer punca pade, torej na prvem testu, če zamudi. Ne, mislim, to ni pade, ni. Ampak jaz res povem, ali pa če se... Ne morem tudi noter držati ene stvari, ker hočem stvari imeti razčiščene. Če se energija zatika, rečem, lej, posluš, tole pa tole ima se za zgovor, to, ampak res povem, lej, ko sem enkrat spoznal, da mi ni treba biti naroden za svoja čustva in to, kar jaz čutim do tebe, ker jaz čutim do tebe, mogoče, ker mi ti daješ tako energijo, mogoče zato, ker stvari nima skomuniciranih, ker ti misliš drugače, jaz mislim drugače, pa mogoče gre oba v isto smer, mogoče zato, ker imam jaz pretekle izkušnje take in tako dalje. Zato imava jezik, da jaz lepo povem, ne obtožujem nikoli, ampak rečem, le, jaz takole čutim, to mi ful ni všeč, ker se tako pa tako počutim in pa to skomuniciram. Ne, da me vpraša, ne, to ni energetsko, če energija ne steče, čutim noter, da se moram izraziti. Zdaj, ko govoriš o teh stvarih, kako se izražaš in kako poveš stvari, ki ti niso všeč, bi marsikakšna punca na drugi strani rekla, da te lahko damo v predalček popolnega moškega, zaradi tega, ker je malo moških, ki morda na tak način izražajo, ker je veliko lažje kriviti nekoga in tako naprej. Ti si pa zdaj, ko sem to omenila, odkimal in rekel, kaj pa tisto, kar te ne dela popolnega? Lej, jaz sem lahko za nekoga popoln, za enega pa totalno nepopoln. Jaz sem mogoče za nekoga določene ženske rabijo tudi druge stvari. Določene ženske rabijo, ne vem, po festivalih hoditi, brez točnosti. Določene ženske rabijo mogoče to izkušnjo, da jih ne dela tako lepo z njimi. Se nam rekel tako, drame in te stvari. Jaz sem tak, kakor sem in
probam biti čim bolj brez mask, zaradi tega, ker nima smisla, da nekoga dobim preseb, ki me ne more podpreti. In delač od tega, da bi bil idealen. A si se kdaj zaradi tega bojeval tudi v glavi v smislu, bom zaradi tega manj moški, če bom tak? Ne, sploh ne. Sploh ne. Jaz komot lahko roza majico nosim. Ali pa hlače, ali pa kaj tacga. Meni ni treba nositi nekih bombarjev pa tega. Jaz sem svoje stvari dal skozi v določenih situacijah. In to, da se ti izražaš, da svoje čustva izražaš, da ti oklep daš dol, da si ti ranljiv, tukaj moraš biti, po domač povedam, pizdarija, ne? A veš, da je to. Ker če imaš ti skozi en oklep, to si skozi v eni bubici, to ni treba nobene moči pokazati in nobene korajže pokazati. S tem, ko se ti čustveno odpreš, poveš, kako in kaj čutiš in kljub temu normalno funkcioniraš, to pa je, ja. Nekoč si rekel, da je največja moč v ranljivosti, ne? Ja. In s temu, recimo, ko z eno osebo, ki ti je dosti bliž, to deliš, vzpostavljaš nek most zaupanja. Ker če jaz te povem neke stvari svoje ranljive, dam tudi tebi prostor, da se tudi ti lahko meni izraziš in da s tem, ko se ti meni izraziš, imaš tudi občutek, da jaz to razumem. Ker z določenim se ne moreš to pogovarjati, ne zato, da bi bili slabi ali pa dobri, ampak zaradi tega, mogoče nimajo tega kanala odprtega, ne razumejo te na tak način. Prej si rekel, da si vseeno še ostal kar precej discipliniran, a ne, glede določenih stvari. Tudi tvoj dan vem, da ima zelo kvalitetno izkoristiš vsako uro. Vedno. A ne vedno? Ne vedno. No, to me zanima, koliko je prostora pa za spontanost? Veliko prostora za spontanost, predvsem včasih sem bil zelo nespontan, zdaj sem spontan. Če imam planiran kaj, da moram kam iti, če kakšna druga stvar noter pride in da niso drugi odvisni od mene, grem za to stvarjo. Se včasih malo borim, ampak poslušam energijo. Stvari pridejo v tvoje življenje, se mi zdi, dostikrat z namenom. In vsako izkušnjo, ko gremo vsako izkušnjo, oziroma ko gremo, rekel tako, probam ne pričakovati, kaj bom ven dobil in ne jo narediti sploh čist idealno. Ker včasih sej ne bo odzunaj dober, pa sej ne bo to, pa sej ni važno. Sej ti lahko enega človeka spoznaš, pa se z njemu pogovarjaš 2 minute, pa ti on spremeni mečkan kurs poti. Imaš lahko samo takrat moment, kaj pod površjem. Če si skozi doma, skozi v teh svojih načrtovanih zadevah, ne gre to. Zato jaz velikrat rečem, koliko mi gostje v tem studiu veliko date. Vsak od vas mi da eno novo drobtinico, ki mi v bistvu lahko zelo širi obzorja, če hočem in če slišim. In tako je verjetno v vsakdanjem življenju. Če damo priložnost tem stvarem, bomo to dobili in zaznali. Sam važno je, koliko priložnosti damo. Ja, v programih smo, tako pa recimo imam tudi neke stvari, kar se tiče navad pa tega. Navade se ustvarjajo zaradi tega, da je nam lažje. To se pravi, da delamo avtomatsko eno stvar, s tem ne porabljamo energije, ker nam ni treba razmišljati. In to te tudi drži v nekem krogu znanega. Za vsako spremembo, kdo bi šel že od partnerja stran, ampak ko on pomisli, koliko energije bo porabil, da bo na nov mogel zaživeti, se rajš odloči za lažjo pot. Veliko ljudi pa jamra. Jaz vsega vprašam, kaj želiš? A se želiš olajšati, a se želiš spremeniti? Ker če se želiš olajšati, je dosti pogovor s kjermokoli, če se želiš spremeniti, pa mora biti odzad akcija. Ampak kako bi pa pol komentiral to, da recimo danes starejši ljudje rečejo, vi tam mladi nimate nobenega potrpljenja, ker vam kaj ni všeč, greste pa narazen. Saj res nimamo potrpljenja tukaj. Včasih, ko so bile še videokasete ali pa karkoli, ne vem, si lahko film gledal, 2 ure je bil film in si ti sfokusiran gledal film. Kaj pa zdaj? Na vsake 5 minut telefon, to. Toliko je nekih distrakcij, pa toliko teh dopaminskih stvari, ki ti dopamin dvigujejo, da si poj totalno izžet. In poj ljudje stremimo samo k temi lovimo ta dopamin. Zato grem jaz tudi danes popoldne bo šel zvečer drva delati.
sovražim jaz to. Ampak jaz sem v stiku z naravo, jaz tam delam, jaz si takrat dvigujem cono lagodja s tem, ko delam nelagodne stvari. Primer, če greš ti v hribe, greva midva na stol ali pa na Triglav, prideš dol, ti pa še se uleš na kavč, meham gledati televizijo, 2-3 urce, ne? Kaj pa po 36 urah, spa že kar fajn sita tega kavča. Ampak ta kavč je bil zate cona lagodja, potem, ko si ti nekaj nelagodnega naredila. Če pa tega preveč, je pa to velika cona nelagodja. Zato v današnjem življenju, ko imamo vsega polno rit, tudi tisti, ki mislijo, da nimajo, ti pokličeš Volt, ti pripelje hrano, ti gledaš televizijo, ti si lahko 5 plaščev kupaš, če hočeš, z normalno plačo, ki je vse toliko pocen. Je prav, da si damo namenoma težke izkušnje in malo damo stran ta dopamin, da gremo mi v balans noter. Hrana ti dviguje dopamin. Vse te stvari ti dviguje. Brez dopamina nimaš volje do življenja. Ne gre. A se ti zdi, da bi, prej si rekel, ne, da nimaš otrok, če bi imel otroke, misliš, da bi jih zelo na tak sistem vzgajal, disciplina, a sploh imaš željo potem? Ne, trenutno, lej, tako bom rekel. Pri meni se zelo hitro stvari lahko spremenijo. Ja, ko bo prišla prava partnerka, takrat lahko rečem, a imam željo, a nimam želje. A ne? Če ti nimaš njega, ne vem, avtomobila, pa ti rečem, imaš mogoče željo, je tke, ne vem kaj, niti nimaš v glav teh zadev tako, ne? Da bi pa zdaj namenoma to, sam da je šla moja kri naprej, ali pa kaj taga, ne, to pa sigurno ne. Kako bi jih vzgajal, ne vem, točen. Vem, da so mi eni rekli že, ko sem psajmu, recimo, k nisem psajmu še, ne. Ja, boš videl ti, boš ti psajmu, boš pa govoril. Sem imu, pa si bil šolan. Je dobil veliko ljubezni, ampak je bil šolan. Ne vem, kako bi vzgajal. Zdaj lahko jaz pametujem tukaj, kakor hočem, da nimam teh izkušenj. Jaz lahko samo povem, mogoče kaj otrok čuti, ker sem bil isto otrok. Kako energije čuti, sem bil isto otrok. In kako, recimo, bi probal mogoče A bi kakšne stvari delo drugače? Ne silt mogoče v ene stvari. Recimo, če imaš ti neko teto, pa da rečeš, ja, pej do tete, pa da otroku ni do neke tete, ona je dobra. To imam človek jaz kot otrok notranji konflikt. Aha, ljudje, za katere verjamem, da so mi pravijo, da moram čutiti tako, jaz pa ne čutim tega tako. Ampak ne vem. A si imel kdaj v otroštvu tak občutek? Ja, dostikrat sem bral energijo pri določenih stvareh, ko sem videl, to ni bilo skladno, ampak to sem jaz veš kdaj pogruntal. Ful kasneje. Ker mogoče včasih starši malo ne dajemo pozornost temu, ne? Tako kot si zdaj rekel, mogoče nam otroci kdaj dajo vedeti, da kakšno energijo čutijo drugače. Sploh to se mi zdi, da je zelo pogosto, no se zdaj mogoče tega malo manj, ampak veš, objemčka zadijo, pa morajo pa tam otroci celodnevno vse preobjeti in prelupčkati in se noben niti ne vpraša, a mu je do tega objema, ali mu ni, ali pač more. Druga stvar je pa tudi to, kar vidimo, ne? Te varnostne mere. Pa dajmo, jaz že v hribih vidim, ne? Edini brez čelade skoraj. Ja, pa pismo pa se ne moreš tudi čelade zelo nositi za na Šmarno goro. Ja, čez 10 let bo treba čelado za na Šmarno goro imeti. Čez 10 let bodo mogoče otroci mogli iti ščitniki pa s to v šolo. Zdaj, kva imamo vse varnostne mere. Bog ne daj, da se obutno. Kje bodo bo izkušnje? Recimo, se ne vem, se nimam, ampak to je... Se ti zdi, da so današnji otroci preveč ovatko zaviti za kakšne stvari? Ja. Kaj pa razni bulingi po šolah in tako naprej? To je pa se mi zdi, da te socialna omrežja in te stvari, bolj tudi mediji, če ne bi bilo, da je bila ena raziskava, ne bom zdaj trdil, jaz imam to v glavo zelo, Kanačani, Kanada pa Amerika, pa to, ko so imeli te kriminal. In Kanada je takrat
To ni preverjeno, ne, ampak to imam jaz, mislim, da ne. Je prepovedala vse objavljati te kriminal v časopisih in je šlo ful dol. A nekaj določeni ljudje iščejo samo pozornost in te stvari. Definitivno, da nasilje ni ok, sam vprašati se je treba, iz kje pride. Ja, vsak preseb verjetno, ne? Pa malo Ja, pa pogledati. kdo je otrok, je otrok. To se oblikuje mogoče družinske, to je stiska. To je, če si nek nasilen in to je neko stiska znotraj. Ne? Pa če greva zdaj malo bolj lahkotnim temam, da malo malo zadihava normalno. Ne vem, kako zdaj se sploh to Ja, lej, pač sva, ne. Kirš, Gregor Poljanec Kirš, Tako. večina te pozna pod Gregor Kirš. Ja. Po nemško je to češnja, Tako. ni? Ja, ampak ima to kaj veze s to češnjo zdaj? Ma. Ama? Kirš sem pa dobil vzdelk v osnovni šoli. Aha. Me je Gašpar dal, to je en sošolc v 7. razredu, ker sem jaz nosil v šolo od starega očeta, je zelo rad pil ta šnops Kirš. Aha. In potem sem jaz to v šolo nosil in smo to pili. V 7. razredu? Tako. Aha. Balans, jaz sem že takrat poskrbel, da smo bili zbalansirani, da ni bilo Ste tako šli stresa. najprej teč, Ja, pa ste pa malo. tako to je, v tem je to. Aha, In pa to- so te kdaj kaj, mislim, so vas dobili kaj, zavohali, kakorkoli, so bile kakšne posledice? Ne spomnim se, jaz nisem bil glih, jaz sem bil kar zelo, jaz sem bil to, kar tepen v osnovni šoli, Marija. Od sošolcev? Ne, od profesorjev. Aha. Kaj si bil problematičen mal mulček? Ja. Skozi sem rekel, zdaj pri razredniku zelem, spet bom tepen, spet bom šel ven. In sem se nekaj norca dela zajbal, buf, sem bil že skloftan, že ven. Tudi na klop se nisem upal usesti, sem tam samo stavil od zunaj, ok, ura umem, upam, da je imel naslednjo noter poklical in je bilo to. Pa ste lumparije delali? Ma skozi nekaj, skozi. Ja, sem bil kar, problematičen, seveda. Kako so pa doma to prenašali? Ja, se so se kar sprijaznili. Vem, da je mami že v 1. razredu sem bil pohvaljen, če nisem podpisal mu za domov. Sem bil celo beležko sem mu podpisal. Jaz sem bil čist drugačen, živ sem bil takrat tako. Ne. A veš, in mi smo se, poglej to, ne. Šolski sistem je tako, kar je. Ne. In jaz mogoče ne moram na stolu sedeti, ker imam toliko energije. Ne. Namesto da bi me mogoče kdo skloftal, bi rekel, da grega, pet se malo sprehoditi kjele od zadaj, super imaš energijo, da je malo ven energijo, pa mogoče hod pa poslušaj. Ne? A veš, ampak ne, takrat je bilo to, pa doma nisem nikoli povedal, ne, kje pa. Se verjetno bi danes bil označen kot, ne vem, hiperaktiven otrok ali pa kaj podobnega, ne? Lej, če bi bil jaz v Ameriki, tako, kot sem bil, pa jaz bi bil na Ritalinu, s take doze Ritalina bi dobil, da je bilo noro. Pa jaz sem včasih bil sposoben 3 ure takole sedeti, gledati v zvezek, kao da se učim. Pa tudi prebral nisem nič. Sam jaz sem bil v teh svojih zgodbah, v svojih filmih. To je meni ni zanimivo. Prej na začetku pogovora si omenil, da si imel občutek, da si v času teh 12 let mogoče kaj zamudil, v smislu, da bi lahko drugače živel, pa diskoteka, pa ženske, pa tako naprej. Se ti zdi, da to zdaj noter prinašaš? Se veš, da v določene zadeve ne bo šla? Ne bo, ampak tako način življenja, mislim. Ne hodim dosti po diskotekah, tudi ko grem ven. Ni prav zelo veliko. Dobro, grem ven tudi takole, ko grem v Ljubljano, a ne? Kljub temu, da mi paše alkohol, rad spim kakšen vin, koktejli in te stvari, takole, ko grem ven, grem včasih, ko sem povabljen kam, grem za 2 urce, z avto, pijem vodo, tudi če so recimo kakšni tastingi za tekile, ki jih imam izredno let, ne. Pijem vodo, se podružam, grem nazaj. Zaradi tega, ker se mi zdi to zelo pomembno, ta druženje in te stvari. In je treba tudi v to investirati čas. Ne za brez veze, ampak če si skozi doma, če si skozi v istih stvarih, se nič ne more ustvariti. Če pa preveč tega, pa začnem zgubljati svoj center, rada mal, deva reči temu, nervozen, tako notranje, ne, še vseeno, čutim, da mečkam zgubljam in takrat pa potlej grem bolj hribi, sam, malo stika z naravo, meham več meditacije in to je to. Tekilo si omenil? Tekilo imam izredno rad. A res? Ja.
Se pravi, tako, če te hoče kdo presenetiti s kakšno dobro tekilo, te lahko. Tako. S čim še? Mislim, jaz vedno za rojstne dneve pa to rečem, nič mi ne kupiti, ker imam vsega čez glavo dosti. Ker imam res vsega dovolj. A ne? In ne vem, buteljka vina, čokolada, karkoli, ali pa mogoče kakšna masaža, kakšne te stvari, kakšne experience ali pa kaj. Gregor, kdaj si se nazadnje res iskreno smejal? A veš tisto, kar rečemo, joj, napad smeha. Mislim, da sem se 2 dni nazaj, ne vem, kva sem na televiziji gledal, ker televizijskih programov tudi nimam. Ne vem, kje sem gledal, na YouTubeu neke stvari in sem se res smejal. Vse se doskrat se smejem, rad se smejem drugače. Ja. Če bi se lahko vrnil v starost, ko si bil star 15 let in bi zdaj recimo temu 15-letnemu Gregorju neki na uho zašepetal, kaj bi mu? Samo, da živi brez mask, to je to. Da daš čisto vse dol, da stvari in dogodki pridejo na tvojo notranjost in to je edina stvar, ki te podpre. Če je v tistem delu sebe moraš izraziti kot zbiralec keramičnih ploščic, pa delaj to. Če je to iskreno in če je to srčno, vse bo rato, vse bo uspel. In se mi zdi, da v vsakem delu življenja nekaj drugega izražamo, neke druge izkušnje dobivamo in da res probamo biti brez mask, ker skozi igramo. Ker to sem bil pa enemu, jaz dosti hodim hodim terapije tudi pa te stvari. Enemu gospodu sem hodil meditirati, da sva skupaj meditirala, ali enemu to, pa na gobe, pa na to, te terapevtsko pa to. Ne? In enkrat mi je rekel, niti treba tukaj maske imeti. Buf, to me je ful zbodlo, pa ful aha moment, ker včasih se sploh ne zavedamo, da določene zadeve igramo. In če ti ovnaš sebe kot sebe, svoje življenje, ko ti enkrat ovnaš sebe, te bodo sprejeli vsi. Se pravi, ta Gregor, ki zdaj le sedi tukaj, je popolnoma brez maske, ali malo jo ima? Sigurno jo ima malo. Mislim, zdaj probam biti brez, ne da bi tudi mi imamo mogoče določene maske tudi nezavedno. Ne? Dobro, ampak sej malih, konec malih moramo imeti. Konc jih moramo, ampak zdaj sem čist mi dva sva tukaj vsem zdaj pred kamerami pa mava neko... To jaz ne vidim. No, ampak tako hočem reči, zagotovo ena plast gre česa. Ne? Zagotovo je to malo drugače, kot če bi zdaj le sedela v Tivoliju na dekci na travi. Pri meni bi bilo 100% isto, razen, ker sem gledal se na kamero, sem rekel, pismo, ti stoli so dosti neudobni, zdaj, kako sedim. Edin to je, kar je, drugače pa pozabam na to in je to in ful rad delim te stvari, ker konc koncev, ne vem, kaj pa je, Ker zdi se mi, da vse je pomembno, da mogoče konec dneva te maske odvržemo, a ne, sploh recimo zdaj, če sebe izhajam. Mislim, malo valjda, da preklapljam te maske čez dan. Ja, se moraš. A veš, kad si v vlogi coacha, si v takšni vlogi, tle sem v tej vlogi, biti mama je druga vloga, biti partner, to so absolutno, te neke vloge, ker malo nam dajo neke maske, je pa pomembno, da jih, tako kot si rekel, znamo verjetno dati tudi dol. Ne? Ja, dajva reči tudi, da ne igraš nekoga drugega, zaradi katerega te ljudje imela radi. Mogoče to, da pojasnava, da je maska nekaj drugega kot pa vloga. Ker, poglejva, če ti nosiš klobuk, pa da ne ovnaš tega, ne? Da reče, kao do ljudje mislili, vsak se vtaknil. Če ti nosiš klobuk v kopalkah, kjerkoli da si, pa da ti ovnaš to, pa da te reče, kaj pa si ti s klobukom? Ja, s klobukom sem, kaj pa je? Aha, okej. To ni energija, fertik. Aha, to je njegovo, to je del tebe. Koliko imaš pa potem, recimo pri partnerkah, ta občutek, koliko pa tam znaš to presekati? Ker nekako, mogoče kdo misli, da mora biti punca ob tebi vedno urejena, vedno spedenana, vedno kaj škatlice, ampak kaj če bi pa ona... Ne vem, ovnala nekaj, kar tep ne bi bilo. Nimam jaz to. Urejena, ja, ampak ne zdaj ful nekaj urejena. Tako osnovna urejenost. To je to. Samo energijo gledam. Tudi zelo lepe punce v revijo vse, če jaz ne čutim energijo, se jo ne bom dotaknil, ker
Ni, da je ona slaba, ampak ni to energetsko zame skladno in to mene privlači, vzburja ta energetska povezanost in energija. In določeni ljudi, samo pogledam v obraz, tudi tako na Instagramu, rečem, s to sem spoznal siguren in pride, se spoznam poj z določenimi. Ne. Se bom manj pohecala, ne vem, kjer mu seznamu sem bila jaz, ki si na Instagramu videl slike. Se ne vem, če so se videli na Instagramu. Ne, se nisva hecam. Če se nisva, ampak tako, ne to tako, kot prijateljstvo. Tudi, vse razumem, in določeni ljudi pridejo potem v življenju. Veliko ljudi tudi ne zastopi, jaz imam ful ženskih prijateljic. In vsi mislijo, zdaj pa z vsem spi. Ne. Jaz imam določene za potvod, za te stvari, ker ali bom sam potval, ker določeni tipi pa tako. To se jim ne da hoditi po nekih ugledih mesta, pa te stvari. Ni to za njih. Ali pa še za kjer ga skrbu, to se mi pa tudi ne da. Pa vse organiziral, pa te stvari. To, da je to. To, da ne rabim tega. Ne rabim tega. Gregor, želim ti čim več dobrih, prijetnih energij, pa teh pristnih nasmehov. Ja, hvala. Pa veliko dobrih potovanj. Kdaj bo Bali spet? Do Balija sploh prišla, nisva vidiš. Bali me zelo, zelo dobro energijo ima. Že takoj, ko sem ven z aviona stopil, sem rekel, to je super. Bali bom sigurno še šel. Zdaj ne vem, mogoče šel še v Mehiko, ne vem, bom videl. Spremljamo te lahko na Instagramu, tako tam bomo videli, kje si, tam nam deliš tudi kakšne koristne informacije, nasvete, tudi glede tega, kako razmišljaš, v katero smer. Več si pa lahko tudi na tvoji spletni strani preberejo, ne? Kar se tiče coachinga in tako naprej. Več manj pa potujem sam, ampak nisem sam. In je povedal vse. Hvala, Gregor. Tako je.